Zgodovinski proces in gradivo, vezano na osamosvojitev Slovenije, predstavlja slovensko kulturno dediščino. Osamosvojitev Slovenije si kot izjemen zgodovinski projekt zasluži ustrezno in strokovno obravnavo. Država mora omogočati celostno ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine v zvezi z osamosvojitvijo ter omogočati dostop do te kulturne dediščine. Vendar aktualna vlada počne ravno nasprotno, saj je na predlog ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na 32. redni seji 19. januarja letos sprejela sklep o ukinitvi dveh javnih zavodov, Samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ter ustanovitvi novega muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ministrstvo za kulturo ob tem ni predstavilo strokovnih, resnih argumentov, ni opravilo resne analize finančnih posledic. Ministrstvo za kulturo tudi ni predstavilo nobene resne vizije razvoja novega muzeja, kar utrjuje prepričanje, da je šlo v primeru ukinitva Muzeja slovenske zgodovine zgolj za politično potezo, ki pa gre v največjo škodo vrednotam slovenske osamosvojitve, saj nimajo več svojega namenskega prostora, kjer bi se sistematično in centralizirano zbirali ter predstavljali zgodovinski viri iz osamosvojitvenega obdobja. Da gre za državotvorni in narodotvorni pomen Samostojnega muzeja osamosvojitve, je opozoril tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor. V Novi Sloveniji trenutek osamosvojitve razumemo kot ključno dejanje v slovenski zgodovini, ki služi in si zasluži posebno mesto. Ljudje so dali življenja za samostojno Slovenijo. In zdi se nam prav, da njihovih žrtev, truda in odrekanj ne spravimo v arhive, ampak jim damo vrednost, ki si jo zaslužijo. To pa je pravo in vidno mesto v samostojnem muzeju, posvečenem izključno slovenski osamosvojitvi. Žal nam je, da do interpelacije ministrice Aste Vrečko ni prišlo, ker SDS pri tem ni želela sodelovati, vendar pa si vprašanje vrednoto slovenske osamosvojitve zasluži poglobljeno razpravo, zato smo vložili predlog priporočil vladi za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. Pri tem nikakor ne želimo prepiranja o tem, kdo je večji osamosvojitelj. Želimo pa si široke razprave o tem, koliko o osamosvojitvenem dogajanju ve povprečen državljan in kako pozitiven odnos do vrednot slovenske osamosvojitve krepimo samostojnim muzejem, posvečenem osamosvojitvi, z večjim poudarkom osamosvojitvenemu dogajanju v izobraževalnem sistemu, spodbujanjem kulturnega ustvarjanja na tem področju. Vladi Republike Slovenije predlagamo 4 priporočila. In sicer, da se ustanovi izključno in posveti izključno slovensko osamosvojitvi osrednji javni zavod za hrambo in predstavljanje zgodovinskih virov iz obdobja osamosvojitve, da se prenovi učne načrte v osnovnih in srednjih šolah in da se seveda v primerno časovnem umeščenost tudi umesti slovensko osamosvojitev. Tretje priporočilo, da okrepimo didaktično izobraževanje učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki bojo s tem didaktičnim pristopom seveda krepili tudi osamosvojitev in jo gojili pozitiven odnos do nje tudi učencem in dijakom. In četrto priporočilo, da se na področju kulture krepi vrednote slovenske osamosvojitve in pozitiven odnos prebivalcev Republike Slovenije do samostojne države. To so 4 priporočila in z njimi želimo odpreti
širšo razpravo o tem, kako krepiti spomin na ključno dogajanje v slovenski zgodovini, na enotnost slovenskega naroda in ob odločanju za samostojno državo tudi to enotnost poudarjati in jo negovati. Država, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti. Zato moramo spoštovanje vrednot slovenske osamosvojitve v naši domovini okrepiti.